jutrček. Evo, začenja se prvi dan. Jaz sem se danes vstala že 2:50, ker so nas 3:20 že pobrali. Tako da smo se pelali zdaj 2 určki, pojedli zajtrk. Zdaj nadaljujemo še malo poti, pa začnemo končno z pohodom. The coke is the lips, right? It's a good medicine. It's not a drug, right? It's different. Cocaine and cocaine. Hay que limpiarla bien también. Tienen eso mejor. Evo, pa se je začelo. Za nami, po mojem, še niti 1 ura hojeni, ful gremo v easy. Je pa res, da ko si na tej višini, ti srce tako razvija na polno in je ful dobro, če greš počas, tudi slište zdaj, kako sem zadihana. Pa sem povedala 3 stavke. Nas čaka še eno ful lepo jezero danes. Ful! Ura je 10:30 in mi pridemo v ta base camp. Jaz sem dobesedno do včeraj mislila, da bomo spali v šotorih, dokler nam ni na tem uvodnem sestanku povedal, da bomo v nekih kabincah. In pa pridemo sem in je res lepo. Vam bom pokazala še od noter. Tako, jaz pa še ena punca bomo noter in dejansko imamo razgled na gore in zgore je tako sončna strešica in pač nadsrečna sem. It's also like just the hostel that they... Hay un poquito de lluvia, malo dežka pada, nič za to. Jaz sem si zdaj opravila obraz, ker sem videla, da zdaj en kuščer. Ko neha padat, gremo pa do jetrčka, ki ne vem, kako se reče. Human, kaj? Cocaine, Martin. Pa če jaz ne morem. Vidite, kako je lepo. Grem pa gor, je pa še en spot, pa je še lepši, če lahko verjamemo ali ne. Aja, malo sem zabradla. Zdaj se grem preobleči v sveža oblačila. Tu je v bistvu ful, tako se mi zdi luksuzno, da imamo lahko ta boršo, ki nam jo prinesejo pol na konec dneva in so noter sveža oblačila, papuče imam noter, pa par prigrizkov, da ne rabim tega skozi strogati sabo. V primeru z trekkingi, recimo, kjer sem nosila šotor, spalko, podlogo in še vse cunje in še vso hrano, je to tako. Habibi, welcome to Dubai. Buenas noches con todos, mi nombre es Rudy y yo soy de Pisa, a 1 hora de Cusco. Dober jutrček. Jaz sem se zbudila očitno sveže nafinirnimi lasmi. Zdaj se pakiramo, dobili smo najprej v Poktrkal, smo dobili čaj iz koke. Zdaj smo se s cimerom spakirali, drugače noč je bila mrzla, po mojem je bilo blizu minusa, bom zdaj vodiča vprašala, koliko je bilo, ampak jaz imam to spalko odkramne, jaz sem bila noter v kostanček, ki ga v dekico zaviješ, brez štomf, vsem pajkice, majčka pa ta jobčka odpeta, tako da mi je bilo, spala sem v bistvu najbolj do zdaj v Peruju. V glavnem, zdaj se odpravljamo, vzela sem sabo proteine si, danes je namreč pred nami kar dolga pot, mislim, da bomo tako 10 do 11 ur hodili, naredili bomo en vzpon čez prelaz,
Te proteine po mojem zdaj že dobro poznate. Pa veste, da so dobri, če jih tle trogam s sabo po gorah Peruja. In si bom naredila en shake za sabo, zato ker sicer ful dobro skrbijo za nas, kar se tiče hrane, pa skozi dobimo nekaj za jesti, ampak danes bo kar veliko. Tako da ja. 1, 2, 3, go! Evo, smo na poti. Glejte, kaj je za mano. Gorgeous. Čau, čau! Bom rekla kar jutrček, zato ker je še vedno v bistvu jutro, ura je 10 do 9. Mi smo zdaj smo naredili že okrog 500 vzpona. Je v bistvu ful luštno, tudi nasploh se mi zdi naš tale vodič, pa vse gre zelo počas, veliko počitka, tako da v easy. Smo pa vmes videli, eni ljudje se dejansko najamejo kojna, da grejo skozi do vrha. Smo na najvišji točki tega trekkinga in tudi današnjega dneva na 4 ure 629 morske višine. Okrog so same lepe stvari. Pot sama bi rekla tako naporna, dihaš kot konj, ampak če greš počas, korak po korak, pač se da. Se mi zdi za nas Slovence, ki smo navajeni v take in drugačne vrste planinarjenja, mala malca. Tako da, Everybody say, oh my knees! Oh my knees! So girls! Make sure to follow Clara on Instagram, Snapchat, YouTube. She's the best! She's the best! This is spectacular. This is what you put on the calendar. Yeah. oh what the fuck? Kilometrov smo zdaj in utrujenost je zelo prisotna, omniprisotna med vsemi izbranimi. Jaz sem tlele v prvi skupinci, kar hodimo. Joj, se opravičujem za vetrček. Sebi snemala s tem, ampak mi Polaroid filter ne gre dol. Upam, da se ga bo dalo odtakniti. Mislila sem, da bo najtežji del ta začetni, pač ko si na visoki višini, ko ga grizeš tam v hrib in da pa se bomo pa itak sem spušča. V bistvu so se pa začeli, šele ti kilometri. In zdaj, ko smo v džungli, hodimo že ful časa. Tako da, ja, kako me čaka meni tuš. Uspelo nam je, da ste pa videli, kje danes spimo. Malo drugače kot včeraj. Mogoče še lepše. Vse je tako lepe magenta barve, zdaj imamo pa tuš, da si ne bo kdo kaj domišljal, ne. Da mi je zdala 10 pesotov solov za tuš, ne, kaj ne bom. Gremo tle na mrzo tuš. Tle not. Mrzlo, ampak vredno. It was very cold.
But really good, totally worth it. Ker pač itak, ko si takole 2 dni cel sran in beden, pač je najbolj se iztušel. Zdaj iz kuhne že diši, fantje kuhajo, so pridni. Like Machu Picchu, oh, how will the weather tomorrow? Yes, enjoy the day by day, my friends. Ja, mi smo v džungli, zdaj hodimo že kakšno uro. Jutro je bilo sicer tako, dež je bil. Mislila, no dobro, bomo imeli pač en deževen dan, ampak se je pa vse razjasnilo in je zdaj prav prijetno hoditi tako malo hladno, malo toplo, nekje vmes. In nadaljujemo pot. Danes bo dan ful kratek v bistvu, kar se tiče pohodništva, mislim, da sem okrog 4 ure hoje in pol bo popoldne čas za počitek, raziskovanje, pa mogoče bomo šli v toplice, tako da dajmo videti. Prišli, čisto da smo v tropih. Mislim, saj smo v tropih, I guess. Arriba, 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 abajo, al centro, sexy move, right. Now cheers my team, Coca, eh? Cheers. Wow. Is there a glass left over there? No. Vse moje podale, ki nimam veliko, ampak. Prav zdajle se je odločil tale fun z laksarca kositi. Hvala sem povedala, da v bistvu skoraj najlepša izkušnja tehle bazenčkov v tako lepi lokaciji je tu, da v bistvu tu ni za turiste. Da je tle 80% samih lokalcev, pa par nas gringotov, ko smo prišli se malo namočiti. In mi je ful dobro zato, ker sem bila že na večjih lokacijah, kjer pač temu ni tako, ampak so vse te neke lepe lokacije rezervirane samo za turiste. Tle pa tako vidiš družince, stare mame, zaljubljene parčke, In mi je to zelo všeč. Long time that I hear that music.
Zdaj smo večer dobro pogrickali, se mi zdi, smo v skupini ostali taki močni. In evo, to je razgled za mano, imamo pa še nekje pol ure do najvišjega dela, s tem pa seveda ne bo konc dneva, moramo pa še kar nekaj narediti. Mi smo že tle na razgledni točki za Machu Picchu in do zdaj je bila megla in zdaj se začenja. Pač nismo sploh še na Machu Picchu, ampak se že malo lahko ga vidi in do zdaj je bila megla in zdaj se pač dviguje. Be patient! Po oglasih vam pokažem, ker ziher se bo dvigalo. Terraces, right? It's part of Machu Picchu. Wowzy. Okay, please. There's the shop. You can pour. Okay, should I pour? You. Okay. Yeah, like that. Yeah, That's go. Cheers. Cheers. Wait. Before try, you must blow. Oh Then shit! Try. Look. Evo, dam šnopc ven, pa takoj oblaki grejo stran. Eden od glavnih razlogov, zakaj jaz najprej nisem mislila, da bom šla v Peru, je tu, da se novembra začenja dež. In res sem se bala, tudi ko sem bukirala ta trekking, da nas bo pralo v eno in nas ne. Ker imamo srečo, se hecamo, da bomo naredili en human sacrifice. V glavnem, zdaj je pač idealno, da tle jaz hodim in tako imam Machu Picchu iza sebe v polni svoji veličastnosti in sonce sije. Tako da, amazing. Evo, naredila sem ves spust za današnji dan. Od tle naprej bo večinoma sem še ravno. What is life? Welcome to the jungle. Press go avatar. Feeling, da imam še zdaj lahko kaj povem. Ko smo prišli, je na začetku tako prve par minut megla, pa sem dež. In me kar precej zebe, no. Ampak smo imeli pa to srečo, da je vidljivost na sam Machu Picchu ful lepa in ful dobra. Tako da ja, boste uživali malo bolj v pokrivcih. Kamero sem pospravila, ker sem se bala, da mi jo bo uničilo.
je bil pa obisk Machu Picchuja kljub slabemu vremenu nekaj, kar ne bom nikoli pozabila, zato ker je res magična lokacija, res, ko se vživiš not, kako so to gradili, pač kako je to vse čarobno, je wow, tako da mi je zelo veliko pomenilo. Potem pa v bistvu smo z ekipco šli še na kosilo in počakali na vlak, ki nas je odpeljal skozi do mesta Ollantaytambo in od tam smo imeli potem bus nazaj v Cusco. S tem se je trekking tudi zaključil in ful sem bila vesela, res, kakšna dobra ekipca smo bili, kakšnega super vodiča smo imeli. Agencija je KB Adventures, če bo tudi kdo od vas poizvedoval za ta trek. In ja, napišite spodaj, kako se vam zdi in vsa vaša vprašanja, pa jih bom naslovila v naslednjem vlogu. Čau, čau!